Kako se pravzaprav Slovenci in Slovenke poročajo? Je tu še prisotno kaj romantike? Mene ravno organizacija porok privlači zaradi tega, ker je pač polna ljubezni, polna nekih lepih odnosov. Govorimo o poroki premierja Roberta Goloba. Kot načrtovalka porok ste imeli na tem dogodku najpomembnejšo vlogo v ozadju. Imela sem tudi pare, ki so vzeli kredit za poroko, kar je zame prvič, bom rekla, da sem bila deležna tega, da so mi pač dejansko povedali, da so vzeli kredit. Kaj pa so najpogostejša vprašanja mladoporočencev vas kot načrtovalke poroke? Prvo itak, a bo 30 000 dovolj za poroko? Kaj gre lahko narobe, Satin? Vse. Lepo pozdravljeni. V današnjem podcastu Dolenjskega lista gostimo mladostno energijo, vztrajnost, brezmejno organiziranost, nekaj romantike in izjemno delavnost. Vse to so lastnosti mlade in uspešne novomeške podjetnice. Ob redni službi po diplomi in magisteriju iz strateškega komuniciranja in odnosov z javnostmi si uresničuje tudi otroške želje. Satin Papež, dobrodošla. Pozdravljeni. Preden odstrneva vaše začetke, se bova ustavili pri temi, ki je ta mesec spolnila družabne rubrike vseh pomembnejših medijev. Govorimo o poroki premierja Roberta Goloba. Kot načrtovalka porok ste imeli na tem dogodku najpomembnejšo vlogo v ozadju. Čeprav je bila poroka sprva zavita v tančico skrivnosti, pa smo bili že čez nekaj dni pravzaprav priča številnim fotografijam in podrobnostim, ki jih je premierjeva žena Tina Gaber Golob delila na svojih družbenih omrežjih. Satin, najprej čestitke za organizacijo. In zdaj, ko ste popredalčkali ta dogodek, ko je vsega konec, ko je navsezadnje tudi ta cirkus nekako končan po poroki, kakšen je bil pravzaprav to projekt? Sprva bi se rada zahvalila za povabilo v podcast. Kar pa se tiče poroke, jaz bom tako rekla, to sta bila zame pač navaden par, ženin in nevesta, kot vsaka poroka oziroma začetki organizacije so se začeli na enak način kot pri ostalih parih, tako da smo v bistvu izbrali lokacijo, datum, ponudnike in začrtali v bistvu, kakšen tip poroke si želita, kakšen stil poroke ima je blizu in na podlagi tega gradili v bistvu celotno zgodbo. Kar se tiče specifično organizacije njune poroke, bila je posebna izkušnja, zagotovo sem se srečala z nekimi novimi elementi, predvsem bom rekla varnostnimi ukrepi, protokolom in tako dalje, ki niso del vsakega vikenda, vsake poroke, bom rekla običajnega para, medtem ko vse ostale karakteristike organizacije pa so bile pač enake. Je pa res, da tudi tukaj je bil mogoče malo večji zalogaj, ker smo imeli časa oziroma sem imela časa le en mesec, tako da je bilo kar intenzivne priprave, zelo tesno sodelovanje z ekipo in z vsemi vpletenimi v cel proces. No, vsaka poroka je intimen dogodek, praznik dveh, ki se imata rada, si zaupata, želita nadaljevati življenje skupaj. Organizatorji pa ste ljudje, ki se zavedate oziroma se morate zavedati diskretnosti. Vi ste imeli, na primer, tovrstne zahteve napisane celo v pogodbi. O čem ne smete govoriti? V bistvu, kar se tiče vseh mojih parov, se držim pač diskretnosti, to je pač le nek intimen dogodek, kjer so vpletene in finance in bom rekla neki intimne stvari, ki se prepletajo skozi celotno organizacijo, tako da v bistvu z vsakim parom, ki sodelujem na enak način, torej so zaupno vredne informacije, ki jih potem pač enostavno ne morem deliti za javnostjo. To so seveda finance, proces dela, kakšni bombončki, skrivnosti, presenečenja in tako dalje. Tako da v bistvu je zelo podoben način sodelovanja bil z njima kot z vsem ostalim.
Konkretno, kaj pa pri tej poroki, Golob Gaber, kaj so bile te zgodbice, o katerih nikakor ne smete spregovoriti v javnosti? Ne bi rekla, da so bile zgodbice, predvsem pač nisem bila jaz ta oseba, ki bi prva povedala, na kakšen način smo se lotili organizacije, koliko časa je trajala, kdo so bili vpleteni akteri, ponudniki, ampak kot ste že sami omenili, so pred parimi dnevi prišle ven tudi fotografije iz vseh delčkov poroke, tako da se mi zdi, da je javnost videla res veliko, da sta se v bistvu ta tenčica skrivnosti se je pač razkrila, odvila, tako da ste bili deležni, bom rekla, vseh teh bombončkov od presenečenja, torej Mirana Rudana, ki je prišel na civilni obred, peti do zabave, do rezanja torte, do presenečenja svatov, ko so imeli ples presenečenja in tako dalje. Tako da, to. Kakšno je pa vzdušje vladalo na poroki? Ful dobro. Jaz bi rekla, da ena izmed boljših vzdušij letošnje sezone je bila zagotovo njuna poroka. Predvsem zato, ker pač je bila glasba, torej Mambo Kingsi so bili glavni nastopajoči na sami poroki, ki so res naredili fenomenalen žur in to se je poznalo pri ljudeh, da so žurali, plesali in se veselili. No, ko je vaše ime prišlo v javnost kot organizatorica njune poroke, je verjetno kar završalo na vašem telefonu, kaj? Je veliko zvonil? Ja, predvsem seveda mediji so hoteli pač neke informacije, neke podrobnosti, ki jih seveda pač pred samo poroko nismo smeli deliti. Še vseeno se mi je zdel tudi ta način odločitve pravilen. Ne glede na to, pa da nismo delili, so seveda še vseeno bili prisotni novinarji na poroki oziroma so bili pred vilo in čakali, da bi le dobili tiste informacije ali pa posneli kakšen trenutek iz poroke. No, se enim je tudi to uspelo. Smo pa tako v bistvu zelo lepo zapakirali, da je tudi gospod Robert Golob dal izjavo za medije in se mi zdi, da je bila zelo pristna in iskrena. Tako da domnevam pa, da je imela glavno besedo pri sami organizaciji oziroma pobudi, željah prav gospa Gaber Golob. Kako pa je prišla na idejo, da bi med številnimi organizatoricami oziroma organizatorji porok izbrala prav vas? Ja, tudi jaz sem bila zelo presenečena, pozitivno, da sta v bistvu me kontaktirala oziroma da sta me izbrala za njuno poročno organizatorko. Seveda na začetku nisem imela te informacije, kako sta prišla do mene, ampak potem tekom pogovora sem ugotovila, da je v bistvu njen najboljši prijatelj priporočil mene in potem je pač Tina rekla, ja, si res, Satin se pa ukvarja z organizacijo pač porok. Je pa Tina zelo tak čustven človek, zelo ima rada te odnose, zelo je pristna in mislim, da je bil eden izmed večjih faktorjev pri odločitvi ravno to, da mogoče najna poznanstva segajo že pač par let nazaj, ko smo prvič sodelovali pri enem projektu in že takrat so se zelo ujeli, sicer vmes nismo imeli nobenih stikov ali pa karkoli, ampak mislim, da je to bil eden izmed ključnih stvari, zakaj se je odločila pa zame tudi. Pa je Tina bila zahtevna nevesta? Ne. Daleč od tega. Marsikdo me vpraša, ali sta bila zelo zahtevna, da sta imela neke določene standarde, kako sem se jaz spoprijela s tem. Ampak ja, pač Tina je vedela, kaj želi, pošiljala mi je stvari, kaj je všeč, kako bi želela, da izgleda civilni obred, kako bi želela, da je žurka, kakšne elemente pač želi, da vključimo in tako dalje. In potem smo v bistvu skupaj razvili nek stil, neko zgodbo in v bistvu, da se vse tako lepo vse prepletalo. Kaj pa premier, kakšen sogovornik je bil v tem primeru? Mi smo bili v bistvu na vezi direktno ves čas, še vseeno gre to, ko ste že prej omenili, za intimen dogodek, tako da smo imeli direktno komunikacijo, kjer sta sproti potrjevala stvari oziroma povedala svoje mnenje in tako dalje, tako da v bistvu oba sta bila izjemno vpletena v sam proces organizacije in pač pri odločanju in želja.
No, o paru in samem dogodku je bilo na spletu izjemno veliko negativnih komentarjev. Kakšno je vaše mnenje glede teh kavč komentatorjev, ki običajno nimajo meja in dejansko sejejo sovraštvo na vse strani? Meni se zdi žalostno, da pač imajo ljudje čas se ukvarjati z nekom drugim. Pač moje pravilo je vedno, da prvo pač pogledaš sebe, popraviš sebe, oziroma če imaš kaj za spremeniti, lahko spremeniš sebe, potem pa naprej. Žalostno mi je to, da svoj čas namenjajo za toliko negativne energije, da se skrivajo pod anonimnimi imeni. In mi je žal, no, da se take stvari dogajajo, ker na marsikoga v današnjem času zelo negativno vplivajo. Tudi jaz iskreno, no, če bi bila deležna česa takega in bi pač šla brati, zagotovo bi šla brati, bi se me dotaknilo. Ne glede na to, da vem, da se za mogoče tem profilom skriva neka oseba, ki nima hrbtenice in verjetno ni počela niti približno toliko stvari kot ona dva, Tina, Robert, jaz, kdorkoli drug, in pač si je dala, bom rekla, dovoljenje, da pa komentira vseeno neko tako stvar. Tako da ja. Mnogi so jima očitali, predvsem gospodu Golobu, da je pravzaprav šlo za PR dogodek. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Jaz ne vem, kaj bi s tem dosegla, da sta se poročila in kaj zdaj bo pa nekdo volil. Mislim, meni je to, mogoče izhajam iz sebe, ampak jaz ne vidim to kot nekaj takega. Pač ljudje govorijo vse, kar jim pride na misel, tako da ja, vsak si pa zna vsako dejanje, vsako stvar razlagati po svoje in lahko, bom rekla, obrne zgodbo sebi v prid in tako dalje, tako da. Vi ste tudi mojstrica strateškega komuniciranja. Ste morda z gospo Gaber Golob rekli kakšno tudi na to temo, kako se odzvati oziroma ali se sploh odzivati na takšne komentarje? Ne, o tem niso govorili. Zagotovo je pričakovala, da se bo kaj takega zgodilo. Ja, mislim, da so kdorkoli je v tem nekem zvezdniškem svetu navajen teh komentarjev, navajen pač kako se odzove, oziroma pač vsak izbere neko svojo strategijo, na kakšen način ali odgovarja, ali ignorira, ali kakorkoli, in to je neka osebna stvar, ki se odloča. No, ta poroka je bila verjetno vaš nekje najbolj odmeven dogodek, vsaj medijsko. Bila je vendarle poroka leta, Čeprav pa je pravzaprav za vami kar nekaj takšnih svečanih dogodkov. Med drugim ste organizirali poroko Čaleta Saleta, pa nogometaša Jake Biola, pevke Talije, novomeškega para Olge in Saša Udoviča in mnogih bolj ali manj znanih Slovencev. Komu od še neporočenih pa bi si želeli biti zraven in pripraviti poroko? Ja, če govorimo o Sloveniji, je to zagotovo Luka Dončić in Ana Marija. To mi bi bila sigurno ena izmed takih sanjskih porok, oziroma nekih ciljev, mogoče kljukic, ki pač so na wish listi vsakega poročnega organizatorja v Sloveniji. Kako bi pa naredili to poroko? Kako jo vidite v vaših sanjah? Ful težko, ker ne poznam njo osebno, tako da meni je itak ful pomembna ta energija, pogovor in spoznavanje prvo para, da sploh vidimo, v katero smer bi šli, da vidim, ali jima je bolj všeč neka preprosta poroka, bolj elegantna, ali pač čisto nekaj X, tako da bi se na podlagi tega bi potem prilagodila in stil in sam potek poroke. Satin, kakšni pa so pravzaprav zdaj poročni trendi? Zdaj, če gledamo naprimer na to sezono, je veliko poudarka v tem živih barvah, živem cvetju, torej kričeča oranžna, takšno, ko imate danes vi obleko, bordeaux oziroma fuksija barva, tako da se celotna sama barvna paleta prepleta s temi barvami. Torej, te elementi se potem tako v rožah pokaže, kakor v kakšnih prtičkih, v tiskovinah, torej meniji, table dobrodošli in tako dalje. Na drugi strani pa imamo ta klasični, elegantni stil, čisti stil, kjer prevladuje belo cvetje, bela barva z zlatimi ali srebrnimi detajli, ki jih v bistvu vpletamo potem v celotno poročno nit.
Glede na to, da je bila tudi vaša diplomska naloga povezana z organizacijo porok v Sloveniji, me zanima, kako se pravzaprav Slovenci in Slovenke poročajo? Je tu še prisotno kaj romantike? Ja, seveda. Mene ravno organizacija porok privlači zaradi tega, ker je pač polna ljubezni, polna nekih lepih odnosov. Se mi zdi, da je to nek korak v življenju, za katerega se pari odločajo, ko pač želijo svojo ljubezen pač predvsem pokazati, proslaviti svojimi najbližjimi. In ta dogodek, torej poroka, je srečen, intimen, srčen dogodek, ki te res napolni z energijo. In jaz mislim, da kdorkoli je v poročni industriji, ali so to fotografi, videografi, dekoreri in tako dalje, pač mi vsi moramo oboževati to ljubezen in te čutne odnose, ker ja, je naporno, je stresno in če ti tak način, bom rekla, ne odgovarja, zelo težko delaš v taki industriji, kot je poročna. Torej, raziskovali ste te slovenske poroke oziroma običaje ljudi, zakaj se odločajo. Kakšna pa je povprečna slovenska poroka? Koliko je svatov? Zdaj, povprečna slovenska poroka še vseeno se v bistvu iz leta v leta spreminja. Zdaj sem delala diplomsko nalogo par let nazaj, tako da zagotovo, če bi jo ponovila danes, bi bili odgovori bistveno drugačni. Mislim pa, da je to tudi zelo odvisno od tipa strank. Zdaj, jaz, ko sem začela z organizacijo dogodkov, sem imela bolj klasične, tradicionalne poroke, kjer je prevladovalo, pač bom rekla, neki karakteristike tazga stila poroke so bile, da je nad 100 gostov, da imamo cerkveni civilni obred, da imamo klasično šrango, se pravi te šege in navade naše, da pridejo maškare po polnoči, preseneti ženina in nevesto in tako dalje. Medtem ko v zadnjih 2 letih v bistvu moje stranke so se čisto odmaknile od nekih takih klasičnih, tradicionalnih porok, tako da bi lahko opisala, da je moja ciljna skupina bolj moderne, elegantne, estetsko dodelane poroke, pari, ki prihajajo iz različnih krajev v Sloveniji in se odločijo v bistvu za primorski del ali pa Italijo. Torej poroke, ki se dogajajo v vilah, ob morju ali v vilah v Italiji, v hotelih, v kakšnih hišah, ki izgledajo kot italijanska hiša in tako dalje. In bom tako res na grobo rekla, ampak tako povprečno število gostov je tam 80, nekaj takega, no. Tako. Kakšne pa so najbolj nenavadne želje, običajno neveste, ne? Ali pa tudi ženina? Mislim, jaz sem že res veliko slišala, videla in zame ni več nenavadnih idej, ker smo vpeti v družbena omrežja in tam odkrijejo neveste vse, kar se da. Tako da velikrat mi pošljajo nek posnetek in rečejo, mi bi pa imele to pa to pa to. A lahko narediš, da bo tako izgledalo? Ne vem, mogoče zadnja nenavadna želja je bila, da na civilnem obredu imamo v bistvu, ko se poljubita, da grejo iz tal talne iskre in pač z barvami, da se vse povezuje in potem še 2 golobčka priletita. Tako da še in še je teh nenavadnih želja. Kje pa Slovenci in Slovenke seveda radi izbirajo poroke, poročne kraje? Kje so tisti najbolj svečani, najlepši kraji za ta obred v Sloveniji? Težko govorim za pač povprečje, jaz lahko povem za svoje pare. Torej največ porok sem jaz letos imela ravno v vili Tartini, torej v Strunjanu, tam, kjer sta se poročila gospod Robert Golob in Tina Gabre Golob. Drugače pa vedno več začenjam delati tudi v Italiji, torej v bistvu v italijanskem delu, no, ker so tam poroke res, res posebne, imajo pač neko drugačno noto, vzdušje, tako da veliko res porok je primorska ali pa Goriška Brda, tudi Vila Vipavže sem velikokrat že delala, tudi ena izmed bolj popularnih lokacij, potem pa kakšni hoteli, hotel Bernardin in tako dalje. V čem se pa razlikujejo pravzaprav poroke v slovenskem oziroma italijanskem okolju?
Predvsem mogoče v številu ljudi, zdaj v Italiji se po večini odločajo tam do 60-70 oseb, da jih povabijo. Mislim, da je eden izmed glavnih razlogov tudi ta oddaljenost, ker gre za par, ki je, ne vem, iz Štajerske, iz Dolenjske in tako dalje, in potem je ta vožnja mogoče tudi malo vprašljiva, in potem res želijo nek manjši, intimnejši krog, ne grejo tako na široko vabiti celotnega sorodnikov. Naslednja razlika je mogoče tudi pač samo vzdušje in postavitev. Zdaj v Italiji imamo veliko več svobode pri izbiri ponudnikov v smislu hrane, cateringa in pa postavitvi prostora. Torej tam v bistvu ti najameš vilo in jo moraš postaviti in zdekorirati čisto po svoje. Govorim o lučeh, o mizah, o postavitvah odra, plesišča, civilnega obreda in tako dalje. Tudi sicer obožujete Italijo. Ko smo se pogovarjali, ste rekli pravzaprav, da je tam vaša duša. Kaj vas vleče v tisto okolje? Ne vem, meni je Italija res nekaj posebnega. Vsako mestece, kamor grem, kar obiščem, vsaka restauracija ali pa kafe, to je nekaj posebnega, vzdušje, ljudje, predvsem ta odprtost, svoboda in da se skozi smejejo, da ko grem, ne vem, na ulico, je tam vedno nek glasbenik, ki igra, pa tudi če je to, ne vem, sreda zvečer. Ne poznajo teh omejitev, se mi zdi, radi se zabavajo, niso obremenjeni, manj stresa, se mi zdi, da je tam, in to, tak način življenja me res privlači. Ja, pa predvsem tudi hrana, ne. Hrana je tam res dobra. Ampak je res, ne, da ko človek opravlja tako službo in pride iz službe sicer utrujen, predvsem pa poln neke nove energije, novih izkušenj, pravzaprav srečen. Ja, res. To je nekaj posebnega, no. Jaz mislim, da Italijani znajo živeti res v pravem pomenu besede. Satin, že v srednji šoli in kasneje tudi na fakulteti ste bili izjemno delovno dekle. Z različnimi deli ste si služili denar in ga, kot ste mi rekli, tudi hitro zapravili, ne? Ja. Kaj vse ste počeli, da ste si lahko privoščili tiste majhne cukrčke? Pač od začetka srednje šole sem se spoprijela z različnimi deli, od hostesnega dela do administracije, do dela z ljudmi, tako in drugače, od starejšimi v kakšnih domovih za starejše občane, kot tudi z mlajšimi v angleškem taboru v Dolenjskih Toplicah. Zelo me veseli delo z ljudmi in ta komunikacija, in to sem rabila, in to mi ni bil problem niti delati, seveda zaslužek na koncu pa je bil neka nagrada, ki sem jo potem tudi hitro zapravila za oblačila, za potovanja. Te dve moje strasti se tudi pripletata, tako da sem se nagradila. No. Radi imate modo, čemu se še danes ne morete upreti. Ja, kaj je tisto? V redu, potovanje bova malce kasneje obdelali, ampak moda, zdi se mi, da jo imate res radi. Ja, moda je del mojega življenja že od zmeraj, že od malih let. Jaz mislim, da je to pač nekaj, kar sta mi tudi starša dala, oba dva se rada zrihtata, tudi ko sem bila mlajša, sta mi potem dovolila, da sem lahko jaz sama zbirala kombinacije, čeprav so bile včasih mogoče ne toliko lepe, ampak od zmeraj sem rada se in uhančke dala in oblekla v oblekico in te čeveljčke zbrala in nogavičke s srčki in tako dalje. In potem je to preraslo pač neko večjo ljubezen, ko sem res začela pač gledati, kako sestavljam kakšen outfit in tako dalje. Ker jaz še vseeno mislim, da obleka naredi človeka, da pač se ti navzven, ko se pokažeš, je fajn, da se itak prvič dobro počutiš, drugič pa, da daš nase stvari, ki v bistvu poudarjajo neke tvoje dobre lastnosti.
No, druga tema oziroma druga vaša ljubezen, o kateri sva že malce namignili, pa so potovanja. Ja. Na vaše prvo potovanje s staršema ste šli pri 14 mesecih, kot dojenčica še v bistvu, ne? Ja. Mislim, da ste odšli na Majorko, je bilo tako? Tako, Palma de Mallorca, ja. In potem ste se tja še vračali, verjetno, kaj? Ja, letos sva šla s fantom ravno tja po kar nekaj letih in je bilo res lepa izkušnja, no, sploh zato, ker smo pogledali prej slikce, ker moja dva starša sta vse dokumentirala, fotografirala in posnela in imamo pač doma prav albume iz vseh potovanj in tako po letih in smo prav pogledali te neke kraje, kamor smo šli, ko sem bila mehna, no, da so jih potem tudi mi 2 letos obiskala oziroma saj pogledala, kako zdaj to je. Od katere starosti naprej pa sežejo vaši spomini na ta potovanja z mamo, očetom, bratom Elom? Če bi rekla tako prav spomini, ne vem. Jaz mislim, da je to vse preko slik bilo, ker pač, kot sem omenila, imamo te albume, ki jih tudi večkrat pogledamo in pa smo bili tam pa tam, ko so bila mlajša, pa seveda pa, ko smo pa bila starejša, ne vem, od 8. leta dalje, pa itak veva, kje sva bila in imam tudi realne spomine, ampak ja, ne vem, prepotovali smo res, res veliko, no. Kje vam je bilo najbolj všeč? Kateri konec sveta? Z družino, ko smo bili, mi je bilo na primer najlepši Egipt. Pač Egipt je bil mi vedno, ko sem bila mehna, ko smo gledali te filme ali pa te piramide in tako dalje, in snorklanje in živalce v morju, da to pa res pač bi enkrat si želela videti v živo in pa, ko smo šli, je bilo to res nekaj tako, wow, ne, ono, ko si želiš nekaj več časa, no, pa se dejansko zavedaš potem, ko greš, ko to občutiš, ko vidiš, ko se dotakneš in tako dalje. Tako da to, potem pa mogoče na starejša leta, če lahko temu tako rečem, smo pa šli, po moje 6-7 let nazaj, skupaj družinsko na Bali, pa tudi moja najboljša kolegica je šla zraven, tako da to mi je bilo eno izmed najlepših potovanj, no, tako. No, moram vam povedati, da ko sva se z vašo mami Ireno Potočar-Papež pogovarjali o vas, mi je rekla nekaj, kar si pravzaprav želi vsak starš. Ponosna sem na Satin, da je kot majhna punčka, ki je spremljala mojo poslovno pot in se od mene učila, odrasla v uspešno, odločno in samozavestno dekle. In ponosna je, da je učenka prerasla svojega učitelja. Kako bi to pokomentirali? Ja, to je moja mami. Ja, mislim, mami je meni dala zelo veliko. Mogoče se niti sama ne zaveda, koliko. Ja, jaz sem od zmeraj spremljala njeno poslovno pot in bila vpletena v vse te procese, kakorkoli pač sem že lahko bila. In sem jo od zmeraj občudovala, ker ona je ena izmed najbolj pozitivnih oseb in srčnih, čutnih, res, kar jih poznam v življenju. In ne govorim tega zaradi tega, ker je to moja mami, ampak zaradi tega, ker to res mislim. In ja, ona je eden izmed glavnih stebrov in podpore mi bila odvedno, od karkoli sem se jaz lotila. Ali je bilo to, ne vem, igranje violine, pa čeprav mi ni šlo, pa pač smo vztrajali do tega, da, ne vem, sem plesala, vodila kakšno prireditev v osnovni šoli, nastopala, recitirala itd. Pač karkoli sem si izmislila, je pač ona bila seveda, probej, oziroma oba, ne, tudi oči, da naj probam, da pač, če mi ne bo všeč, bom nehala. Mislim, nikoli ni bilo nobenih omejitev, ne. Vedno je bila pač neka neizmerna podpora. Kje pa se z očijem najbolje najdeta? Po mojem glih v tej organizaciji in o tem, da pač midva sta zelo podobna karakterja v tem smislu, da ne morava biti pri miru, da morava skozi nekaj delati, biti v akciji, da, ne vem, tudi jaz vidim zdaj, če pač moji dnevi so zapolnjeni tako, da imam pač redno službo in potem popoldne in zvečer še delo za poroke in vikende enako, ne. In potlej pride res redko, kakšen dan med sezono, ko pač mogoče nimam popoldne sestanka in sem tako, pač rečem svojemu fantu, in kaj bo zdaj delala, a greva kam, sploh ne moram biti, ne vem, pri miru, pa gledati serije,
Pa tako, mislim, glih v tem, da skozi moramo biti v pogonu oba dva in iščeva neke stvari. No, tudi potovanja in različne kulture so zagotovo na vas pustile posebne sledi, posebne izkušnje. Kako so vas oblikovali ti različni konci sveta, različne dežele, različne kulture, različni ljudje, različne izkušnje, ki ste jih nabirali po svetu? Po moje ena izmed glavnih stvari je odprtost do ljudi, odprtost do hrane, odprtost do kulture in tako dalje. Da raziskuješ, a ne, da sprašuješ. Predvsem tudi v tem, da mi, ko smo šli na potovanje, sva velikokrat šla v miniklube, torej v te, bom rekla, varstva za otroke v hotelih, kjer si bil prepuščen sam sebi. Seveda, ko si bil star pač 5 let, nisva znala angleškega jezika in pač ljudje so bili iz vseh koncev sveta in smo se pač znajdeli, da smo pač komunicirali in kar se igrali in tako dalje. In mislim, da vse te neke stvari te pol izoblikujejo kot osebo, da se pač upaš, da sprašuješ, da si radoveden in da te ni strah. Predvsem to, ker se mi zdi, da danes nam velikokrat manjka pogum in da nas je velikokrat preveč strah, kaj pa če bi bilo to pa to, kaj pa če ne, a ne, pač kaj pa se bo zgodilo, če pa ti ne boš tega naredil, nikoli ne boš vedel, ne. Tako da jaz vedno pravim, pač sam gremo, sam probamo, če pač nam ne uspe, bomo nekaj drugega, bomo probali drugače, bomo naslednjič drugače naredili. Jaz mislim, da iz vsega tega se potem tudi največ naučiš, no. Pa brat El še vedno rad potuje? El ne. El je bolj tako, on je bolj ziheraš, on je Po poklicu je zdaj policist, tako, ne? po poklicu je zdaj policist, ampak on ima rad, da je tako vse BP, da je vse vnaprej, pa predačkano, da si vzame malo časa, ampak on gre pač početi neke druge stvari, aktivnosti, ne gre zdaj na morje, na dopust. Tudi na Hrvaško ali pa kakorkoli s prijatelji, ampak on ima bolj, bom rekla, te druge tematike, ki ga zanimajo in potem v tem času svoje hobije razvija. No, tako. Se dobro razumeta, imata dobro komunikacijo? Tako, mava, sicer zdaj ne živimo že nekaj časa skupaj, tako da se mogoče malo manj vidimo, ampak vseeno, ja. No, kljub obilici dela, saj je poleg organizacije porok vaša redna služba na oglaševalski agenciji Futura, kjer ste vodja projektov, pa si vedno znate vzeti čas zase, za potepe s fantom, tudi kdaj za kakšen skok na kratko z mami, čez mejo ali pa kam dlje. In tudi s prijateljicami imate svoja druženja. Kaj vam prinesejo takšna preživljanja prostega časa? Predvsem me nazaj napolnijo z energijo. Jaz imam ful rada mojo družino in moje prijateljice in fanta in mi veliko pomeni, da lahko ta čas preživimo kvalitetno. Tako da, če že, bom rekla, med mojo sezono je tega bistveno manj, imam potem rada, da gremo na neke daljše ali pa krajše oddihe in da smo res takrat 100% v momentu, da pač res samo uživamo. Res mi to zelo, zelo veliko pomeni in tudi to, da v bistvu vsi okoli mene me podpirajo in razumejo, da pač, če me bo nekdo poklical en dan prej in rekel, gremo na kavo in bom pač rekla, sorry, ne morem, imam sestanek, ne bojo jezni ali pa ne bojo zamerali, ampak pač razumejo, da enostavno med sezono od maja do oktobra moje življenje funkcionira na drugačen način, no. Potem pa se malo ustavi. Se znate ustaviti? Do neke mere, ja. Pa niti ne vem, če se želim ustaviti, tako evo, trenutno. V otroštvu, Satin, je bila vaša velika ljubezen ples, kjer ste kot otrok tudi tekmovali in kasneje pod okriljem društva Hopla celo učili skupinice. Ste tudi to ljubezen do plesa podedovali po starših? Zagotovo. Ritem, strast do plesa, izražanje, sproščenost in tako, to je bil del
kapitana našega, tudi ja, mami in oči sta strastna plesalca in vedno, ko smo šli na kakšna potovanja in ne vem, te mini diskoti in to, kar je bilo stavna dva je plesala in to in jaz sem bila vedno zraven in El tudi, čeprav na Ela ni tako pustilo tako tis, name pa in ja, in potem seveda je plešem že od 3. leta, oziroma sem plesala od 3. leta in prvo ja, kot del hip-hop ekipe, potem kot del navijaške ekipe, no kasneje, ko sem šla na faks, pa pač žal nisem mogla več, to sem pa še vseeno bila v stiku s plesom, tako da sem pa poučevala mlajše. Zanimiva mi je še ena zgodba o tem, ki govori o tem, kako povezana je vaša družina. Mami mi je povedala o vaši beležnici, v katero ste postavljeno na hodnik, običajno upisovali notri želje, pozdravčke, misli in tudi potrebe na vse zadnje. Ne? Vzamete kdaj to beležnico danes v roke, pa kaj pokukate? Ja, ko grem do staršev, včasih mami kaj prinese ali to beležnica in prebere kaj smo si napisali davnega leta 2005 ali pa tako in reče, joj, lej, to je bilo pa takrat, ali pa pokaže kakšno sliko, album, kakorkoli in ja, te spomini živijo in to je res lepo, no, da ohranjamo in se spomnimo včasih. Tako kot družina, pa vam je pomemben del življenja tudi prijateljstvo, vaše prijateljice. In lahko rečem, da malo komu uspe obdržati prijateljstvo iz otroštva. Vi dve s Kiaro sta resnično prijateljici že 6 časov dojenčkov, verjetno, še ko so se starši družili, ne? Tako, 21 let je letos. Kakšno je to prijateljstvo? Kako ga ohranjata? Kiara je eno tako sonce v mojem življenju, ki pač ja, je že res dolgo časa z mano, oziroma del mojega življenja, tako kot jaz njega in sva šle čez marsikaj, čez lepe stvari, čez malo težje stvari in tudi nikoli nisva zares hodile na isto šolo, ne na osnovno, ne na srednjo, ampak vedno so se podpirale, vedno smo našli čas druga za drugo. Ali je bilo to, da smo šle ven, ali da smo šle na sprehod, ali da smo si pomagale pri učenju, ali da smo se podpirale ena pred drugi, pač ena drugo. To je res posebno prijateljstvo in malo kdo, v bistvu meni je bilo samoumevno. To je mogoče zelo narobe, da sem jaz tako dojemala kot samoumevno, ker potem skozi leta spoznaš, da koliko je to vredno, da imaš enega človeka, ki je res pač tam zate vedno, ker to ni samoumevno. Marsikdo tega nima, veliko prijateljstv pač razpade, kar je čisto normalno, ker pač gre vsako v drugo smer. In tudi mi dve sva šle vsaka v drugo smer, če lahko temu tako rečem. Tudi bile sva v bistvu 1 leto skupaj cimre, potem v Ljubljani, ko so hodile na fakulteto, potem pa se odselile pač vsaka, bom rekla, v svoj del. Ampak vseeno sva skombinirale, našle čas ena za drugo in pač smo tukaj, kjer smo. Zdaj občasno tudi poslovno sodelujeta, ne? Ja, tako. Kiara je make-up artistka in res vrhunsko obvlada pač veščine ličenja, tako da eden del strank, no, za njo predstavljajo tudi neveste. In seveda z največjim veseljem priporočam njo kot make-up artistko mojim nevestam. Je pa tudi velikokrat deležna tega, da ona mene liči, ko grem na poroko in sem res vesela, da no, tako se prepleta vse. Pa sva spet prišli nekako do porok. Večina porok se zgodi vsaj pri vas, ne? Od maja pa nekje do konca septembra, oktobra. Zdi se mi, da so poroke po nekem obdobju zatišja zdaj spet postale moderne. Se motim? Ne, jaz bi rekla, da ne. Tudi zelo zanimivo mi je, da vsako leto je zelo veliko mlajših parov, torej govorim pod 30 let, da ta trend prihaja spet nazaj, tako kot se mi zdi tudi pač, da imaš otroka zgodaj, tako tudi, da se poroči zgodaj. In ja, jaz bi rekla, da je vedno več tega, no. Za kakšno vrsto poroke pa se mladi najpogosteje odločajo? V kakšnem smislu? Stilu? Tako.
spet čisto odvisno, ne vem, ravno jutri imam eno poroko, ko gremo bolj na tak naravni, rustikalen stil, medtem ko sem imela prejšnji teden par, tudi mlad par, ker smo šli pa na čisto eleganten stil. Tako da bi rekla, da leta niso tista, ki definirajo stil poroke, bolj pač neke želje, karakteristike para in svatov konec koncev. No. Kaj pa svatje, so radodarni, kakšna so pravzaprav darila mladoporočencem? Je to večinoma denar ali kaj drugega? Ja, jaz bi rekla, da 80% ljudi prinese kuverto z denarjem, ker seveda se zavedajo, da so poroke zdaj v zadnjem času dražje, kot so bile pač par let nazaj, in da vsak evro bo paru prišel prav. Tudi kar nekaj parov se je letos odločilo, da na vabilo napišejo, da pač ne želijo oziroma ni potrebno nobeno darilo, ampak bosta vesela, da se pa prispeva za poročno potovanje, tako da se to mogoče malo z lepšimi besedami pretopi v željo, kaj bi želela za darilo. Kaj pa destinacije poročnih potovanj? Zelo različne. Zdaj, najbolj klasična destinacija so Maldivi, kakšni Sejšeli, drugače pa tudi veliko se jih odloča za Bali, zadnje čase in pa Tajsko, tako da to bi rekla, mogoče top 4, da so te. Pa morda, da ne pozabim še vprašanje, kaj pa so najpogostejša vprašanja mladoporočencev vas kot načrtovalke poroke? Prvo itak, a bo 30,000 dovolj za poroko? Mislim, tako, hecam se, ampak ja, več vedno je prvi govor povesta, mislim, prvo vprašanje, potem, ko imamo ta prvi spoznavni sestanek, ko gremo čez okvirno, kaj si želita, koliko svatov in tako dalje. Ok, mi imamo pa zdaj tak budžet, a bo to dovolj? Misliš, da bo, a bomo na ta način, da se v bistvu tudi pripravimo na končen znesek. Jaz ima vedno svetujem, da postavita ona dva nek maksimalen budžet, ki ga imata in sta pripravljena dati za poroko, in na podlagi tega potem jaz tudi priporočam različne ponudnike, ki so v tem spektru budžeta, no? Ker pač imamo lahko poroko za ne vem, 20,000, 30, 60 ali pa 100 ali pa še več, ne? Tako čisto odvisno. Ne? In potem, koliko pač imajo financ, take potem ponudnike lahko zberemo. Ne? In kdo so običajno plačniki, starši ali otroci? Ful odvisno, saj letos, imela sem tudi pare, ki so vzeli kredit za poroko, kar je zame prvič, no, bom rekla, da sem bila deležna tega, no, da so mi pač dejansko povedali, da so vzeli kredit, ker enostavno niso pač mogli pokriti vsega, kar je jasno, da si zelo težko pokriješ 40,000 za poroko. Ne? Je pa tako, da v večini še vedno večinska plačnika sta ženi in nevesta. Starši pa dajo naprimer za lokacijo ali pa za hrano in pijačo in tako dalje. No. Tako da kakšno tretjino budžeta bi jaz rekla, da mogoče prispevajo starši. Organizirati tako pomemben dogodek v življenju dveh zagotovo ni pravljica, ne? Čeprav pa mora na koncu biti kot iz pravljice. Organizator mora biti odziven, odločen, imeti pa mora tudi ravno prav avtoritete, ne? Da ga svatje poslušajo, upoštevajo, da ga spoštujejo, ko je to potrebno. Kaj gre lahko narobe, Satin? Vse. Ja, ni enega odgovora. Pač mi si zastavimo neko časovnico, nek načrt in tako dalje, ampak v bistvu čar vsega je, da se prilagajaš. Poroka je živ dogodek, ker so vpleteni ljudje in tudi, če gre vse po planu neke druge stvari, so potem tukaj še svatje, je, ne vem, mama, ženina, mama neveste, ki si je pa mogoče nekaj drugače zamislila kakor par in tukaj si ti potem vmes, ker moraš to vse skomunicirati ali pa vplesti na nek način, čeprav veš, da si mogoče ženin pa nevesta ne želita tega, ali je to potem, da na nek mehkejši način poveš to pač tej osebi, ki si želi neko presenečenje pripraviti, ali pa enostavno malo prilagodimo to presenečenje in ga potem vseeno izvedemo. Tako da res veliko, no? Od vremena do postavitev, do tega, da kdo kaj pozabi in tako dalje. Vam je že kdaj zmanjkalo elektrike? Je. Je.
Predvsem zaradi tega, ker je bilo preveč priključkov in v bistvu je lokacija zagotavljala določen tok elektrike, ampak v resnici tega ni bilo tako. Tako da smo takrat zgubili elektriko za 15 minut, ampak smo jo potem nazaj vzpostavili in ni bilo problema. Ampak ja, to so stvari, na katere pač enostavno ne moreš vplivati in jih rešuješ tam v tistem trenutku. Kaj pa, če bi pozabili doma ali pa ne vem, nekje druge, na neki drugi lokaciji poročen prstan? Imate plan B? Mislim, ja, seveda. Poročen prstan, bom rekla, malo kdo ga vidi, ko se ga izmenja, tako da je bila tudi situacija letos, ko si ženin smo imeli prvo cerkveni obred in sta si že izmenjala prstane in potem seveda se te prstani dajo nazaj v škatlico in imamo civilni obred. Ampak iz ženinovega prsta pač prstan ni šel dol na noben način, karkoli smo probali, ker je bil tudi profesionalen športnik, je imel tudi poškodbe v prstih in je imel členek malce širši in potem ni šlo to čez in smo potem pač priredili, kot da je izmenjava prstanov bila in noben ni vedel, čeprav je on imel skozi prstan gor. Tako da rešujemo sproti, no, res. Pa je bila v teh letih, odkar ste načrtovalka poroke, že kakšna taka zgodba, da je bila poroka tik pred zdajci odpovedana, ker sta se pač ženin in bodoča ženin in nevesta razšla? Ja, sem vesela, da je takih zgodb res malo, oziroma da sem se letos prvič srečala s tako zgodbo, ker smo imeli v bistvu že vse bukirano, od lokacije, fotografa, video, dekoracije, vse tudi avansi so bili plačani, šli smo na ogled lokacije skupaj in je bila v bistvu potem poroka en mesec prej odpovedana, ker sta se pač nažalost razšla, ampak ja, na to ne moramo vplivati. Pa imate kakšne klauzule za svojo zaščito v takem primeru? Seveda, tudi do zdaj ni bilo problema. Satin, že dolga leta sta z Gregorjem potrebuješ par, nekaj časa tudi že živita skupaj. Pa imate vi željo, da se poročita? Ja, mislim, da je to kar logičen odgovor, glede na to, da sem poročna načrtovalka, ja, da seveda. Pač tudi jaz, ko sem bila majhna, sem sanjala, da bom enkrat šla pred oltar in tako dalje in se poročila, seveda. Komu boste prepustili organizacijo vaše poroke? Samo organizacijo poroke sebi, seveda jo bom organizirala sama. Koordinacijo poroke, torej na dan poroke, pa bi zagotovo imela neko pač ekipo, torej ekipo mojih punc, ki bi na tisti dan poskrbele, da bo vse potekalo BP. Česa pa na vaši poroki zagotovo ne bi smeli pozabiti? Kaj bi morala biti dogodivščina vaše poroke? Pa ne vem, če bi razkrila, da mogoče ne dobi kdo drug idejo. Tako da pustimo se preseneti, če pride kdaj ta dan. Česa pa nikakor ne bi smelo biti? Zagotovo ne tradicionalne poroke, torej nobenih šrank, nobenega postavljanja mlajev in vseh teh stvarih, ki pridejo zraven, tako da tega žal ne. Kam bi šli pa na poročno potovanje? Več je destinacij, ki si jih želiva obiskati in zagotovo, če bi se to zgodilo zdaj v nekem bližnjem času, da se poročiva, bi potem na poročno potovanje šla ali na kakšno Japonsko, Sejšele, Kitajsko. Je Gregor romantik? Kakor kdaj. Je z drugačnimi dejanji, mi pokaže, da me ima res rad. Ni pa on tako, da bi zdaj pa organiziral neke stvari, pa neke zmenke, ekstravagantne večerje in tako dalje. Tega pa ne. Upam, da vas kmalu zaprosi, na kakšnem romantičnem kraju. Kdaj je vajino prvo načrtovano potovanje? Trenutno se pogovarjava za naslednje leto, jeseni, za malo daljše potovanje, vmes pa mogoče še skočiva kam v Evropo. Menda greste pa s prijateljicami v kratkem? Tako, ja, z prijateljicami gremo pa zdaj v bistvu v roku enega tedna na Sardinijo, tako da tega se že v bistvu ful veselim, ker vsako leto, enkrat na leto si vzamemo čas zase in pobegnemo malo v neznano. Satin, kdaj pa bo vaša letošnja zadnja poroka? Kdaj zaključite? Ja, v bistvu čakata me še 2 poroki potem v oktobru, zadnja pa je prav
za zaključek leta 27. decembra, tako da tik preden stopimo v novo leto, evo, še oddelam zadnjo poroko, ki bo v bistvu slogu ravno tega Christmas, New Year's tematike. No. V Sloveniji, v Italiji? V Sloveniji. Kje bi jo vi želeli imeti? Jaz? Ja, seveda, ne, če lahko izberem, bi to bila zagotovo Italija. Satin, naj se vam uresničijo vaše želje in vi uresničujte želje vašim strankam, vašim parom, da bodo imeli res poroko kot iz pravljice. Vam hvala za vse to razkritje, na vse zadnje tudi za nekaj zanimivih življenjskih zgodbic in uživajte, kamorkoli vas bo pot zanesla. Najlepša hvala. Vam, dragi poslušalci oziroma gledalci, pa hvala za pozornost in se slišimo ob naslednji priložnosti v podcastu Dolenjskega lista. Srečno!